Četrta pripravljalna tekma naših fantov je še tretjič potekala za zaprtimi vrati Ljudskega vrta, žal zaradi birokratskih zadev pri organizaciji, ampak prinesla je drugo zmago nogometašev Maribora. Tokratni nasprotnik, avstrijski drugoligaš Kapfenberg, zmaga pa visoka, 4-1, ampak pojdimo lepo po vrsti. Uvodne minute so potekale v dokaj enakovredni maniri, prvo priložnost pa so imeli gostje. V 12. minuti je tako poizkušal Perchtold, vendar je dobro ubranil Handanović. V 21. minuti pa prvi zadetek na tekmi. Dare Vršič je po tej lepi akciji sprožil iz roba kazenskega prostora in matiral s pomočjo vratnice nemočnega Nihta, 1-0. Potem je prišla priložnost za izenačenje, ki so jo imeli gostje, in sicer v 25. minuti iz 5 metrov tako poizkušal Frizer. V 29. minuti pa je bilo že 2-0, ponovno strelec Dare Vršič. Še ena akcija za učbenike, Santi je krasno podal, Dare Vršič pa ponovno z desno v polno za 2-0. Sledil je še en poizkus gostov iz prostega strela v 34. minuti, ko je Perchtold tako preizkušal vratarja Handanovića. V 40. minuti pa je bilo že 3-0. Najprej prekršek Hasa nad Ibrahimijem za 11-metrovko, ki jo je hladnokrvno realiziral Marcos Tavares, kapetan za 3-0. To je bil tudi rezultat prvega polčasa. V drugem polčasu pa je na začetku najbolje kazalo gostom. V 51. minuti je zaradi tega prekrška Šulerja sodnik pokazal na najstrožjo kazen, ki pa jo je izvrstno ubranil Jasmin Handanović. V 56. minuti je lepo poizkušal še Bajde. No, v 59. minuti je trener Jurčič zamenjal prav vse nogometaše na igrišču in v 63. minuti je imel Mendy tako lepo priložnost. Le minutko kasneje pa je bilo že 4-0. Tokrat je v polno zadel Marwan Kapha. We play now, this preparation, we play a game. We don't look the result. We just run and play good. And every game we play better. So we hope to be ready to league. V tej fazi priprav je seveda nemogoče, da se ne bi v igro prikradla še kakšna napaka, in ta se je v 76. minuti, ko je napako napravil Dervišević, v polno pa je zadel Son Von Gil, častni zadetek za Kapfenberg in za končni izid
4-1. Naslednja tekma, ki jo bomo spremljali, bo že v živo iz Turčije, kamor naši nogometaši odpotujejo v soboto.